V današnji rubriki Holistični protokol, ki jo nekateri že zelo redno spremljate z velikim navdušenjem, bomo prisluhnili Deji, stara je 55 let in nam piše glede svojih težav z nespečnostjo. Torej, takole pravi, njene težave so nespečnost, je kronično nenaspana in ima slab fokus, slabši spomin, pojavlja se nejevolja. Veliko ima skrbi, spat hodi ob polnoči, ponoči se zbuja, prvič ob 3 zjutraj in potem včasih sploh več ne zaspi nazaj do 6 zjutraj, ko pa že mora počasi vstati. Gospe Deji še malo manjka do upokojitve in jo seveda zelo skrbi, kako bo naprej. Dobrodošli naši strokovnjakinji Jasmina Kandorfer, lepo pozdravljena, in Jelena Dimitrijevič. Pogoste težave, to zbujanje je velik problem. Jasmina, morda najprej tebe prosim za prvi odziv. V tem primeru si bom nadela vzdevek neizprosna, ker bom neizprosna do tega primera. Ni problem, da se zbuja, ni problem to, da se zbudi nenaspana. Problem je to, ker ne gre spat. O polnoči, da hodiš spat, dejansko zamudiš cel cikel regeneracije možgan, amiloidni plak se ne odteče in tako naprej, kar pomeni, da možgani, po domače povedano, ne grejo v pralni stroj. In zadeva se nalaga, nalaga, nalaga. Če ne bo naredila ničesar, napovedujem neizprosno, da se bodo težave stopnjevale in mogoče razvile v enem trenutku tudi v težje oblike, kot so demenca in tako naprej. Ja, neizprosna sem pri tem primeru, ker tukaj enostavno ni dopolnila, ni zdravila, ki bi nadomestil nekaj, kar več kot očitno Deji manjka. In to je disciplina. Ob 21. uri mora biti že v postelji, do 22. ure mora spati. In tukaj ni drugega kot to, seveda lahko druge podporne zadeve še vključi, ampak najbolj pomembna tukaj je disciplina. Krasno. In glede na to, da je to največji problem, Jelena, kako se pripraviti na spanec, kako zdaj še nekaj besed o tem protokolu spanja? Ja, dejansko so različni razlogi, zakaj ne poskrbimo zase, zakaj recimo ne gremo spat pravočasno. Imamo mogoče veliko skrbi ali mislimo, da imamo veliko obveznosti in potem pademo v ta začaran krog in potem ne znamo iti ven iz njega. Ampak so majhni koraki, ki jih lahko naredimo. Najprej zelo pomembno, da je prostor, kjer spimo, dobro prezračen, da je nizka temperatura oziroma da niso visoke temperature. Tam nekje 17-18 stopinj bi bilo dobro, da je v sobi, da ni motečih faktorjev, kot so recimo nek Wi-Fi ali televizija ali karkoli takega, da je prostor temen, da lažje zaspimo, da preden gremo spat, ne uporabljamo zaslonov, se pravi 1-2 urci pred spanjem dejansko ne gledamo ne televizije, ne računalnika, ne telefona, lahko beremo, lahko meditiramo, lahko se sproščamo, delamo kakšne kopeli, samo masažo izvajamo, spet ta skrb zase in koliko si dovolimo dejansko poskrbeti zase. In s temi malimi koraki, pa tudi en tak trik je, recimo lahko navijemo budilko, da nas opomni takrat, ko je treba iti spat. Pa če smo šli ob 12, navijemo recimo ob 11, pa potem ob 10, pa da dosežemo to zlato uro, ki jo Jasmina omenja 9. Tako da počasi, ni treba biti preveč krut, strog do sebe, zaradi tega, ker to smo večkrat v življenju, ampak z malimi koraki se pride daleč. Pa še ena finta je, nikoli ne smeš začeti zjutraj, zjutraj, ne smeš začeti zvečer, zaradi tega, ker to je psihično zelo naporno, ko potem greš v poslo 4 ure prej, kakor greš ponavadi spat in gledaš v luft in to je psihični zapor. Dejansko zavedanje mora biti tako, da začneš zjutraj, kar pomeni, da zjutraj začneš zgodaj vstati, če zdaj vstaja ob 7, ne vstane ob 5. In potem nič poživil čez dan, ja, utrujena bo, ampak ne par dan zdrži. In potem bo komot šla dejansko zvečer spat in pa počasi si prestavlja ure. Če gre zdaj v polnoči, naj bo ob 11, pa naj za pol ure magar prestavlja, pa bo v redu. Potem je pa še eno drugo zavedanje, ki ga ponavadi nimamo in nam je psihični zlom ravno zaradi tega. Tudi kadar v postelji, v temi ležimo in ne spimo, ampak samo smo, je dejansko to že vsej mal regeneracija telesa.
Najslabše, kar lahko narediš, je, da gledaš na uro, začneš kalkulirati, začneš seštevati in greš v Bolj kot greš v bolj, slabše bo, no. Ja, Jasmina, ves čas opozarjaš tudi o tem, kako pomembno je spati v temi, ne? Tudi to bi utegnilo zelo pomagati. Kaj bi še svetovali, Jasmina, Jelena, kaj naj popije zvečer, recimo, da se res umiri, da je čim manj teh močnih poživil tekom celega popoldneva, verjetno sploh ne, nič od tega. Ja, dejansko je stvar, da večerje ne smejo biti pozne, ne smejo biti težke, se pravi takrat se ne odločimo, da bi pojedli težko, masno, procesirano hrano, veliko nekih beljakovinsko bogate hrane, to, kar telo rabi več energije pol za prebavni proces, ker bo to tudi onemogočilo lažji spanec. Zelo dobro je, da so živila bogata z omega-3, ampak tudi ta, ki so bogata s triptofanom. Lahko si pripravimo tudi če niso take hude težave, lahko poskusimo tudi z enim čajem iz banan, ekološko banano vzajemo, odrežemo konici, kuhamo v vodi, 1-2 deci vode in potem to vodo, v kateri se triptofan dejansko spustijo iz banane, to spijemo, lahko pa so kakšne druge stvari, ki so za umirjanje, ali so kakšne čaj iz baldrijana, kapljice in tako dalje, to, kar že dobro vemo. Ampak jaz bi priporočila res, da se pazi na prehrano, da dejansko užijamo živila, ki so bogata tudi z antioksidanti, nekaj, kar nas bo res tudi pomirilo, živila bogata z vitamini B kompleksa, se pravi, ko govorimo o živilih rastlinskega izvora, se pravi vse, kar vsebuje neko ovojnico, žita, tudi stročnice, veliko zelenega, se pravi, to nam bo omogočilo boljši spanec, magnezij ključnega pomena, ker mi nismo pomirjeni, naš živčni sistem je skozi v neki napetosti in nam ga kronično primanjkuje, tako da to so stvari, ki jih je treba redno uvajati v svoj protokol. Za Dejo bi bilo recimo super pri navadah petkova magnezijeva kopel. Ob petkih vemo, da te zadeve kao bolj delujejo, ampak kakorkoli, se pravi, stušira se, če ima bano, si doda nekaj špric magnezijevega gela v bano, če tega nima, lahko mogoče nožna kopel oziroma gre pod vroč tuš za to, da se ji odprejo pore, se namaže z magnezijem po telesu, počaka 20 minut, če čuti tako špikanje, to ni alergija, ampak dejansko znak, da je magnezija res premalo, da potuje noter, potem se dejansko stušira in enkrat na teden, če to naredi, si bo kar zapolnila zaloge magnezija, kar se tega tiče. Sicer pa jaz imam uro ob 17:00 naštimano vsak dan in to je zadnja ura, kjer spijem še nekaj vode, večje količine vode in potem že mentalno začnem zadevo umirjati. Pri njej je bistveno, da ne gleda po 18:00-17:00 uri več televizije. Konec televizije, konec telefona, konec vse modre svetlobe, ki dejansko moti potem, da gre kortizol dol in da se melatonin dejansko sploh začne sekretirati, se pravi, da se sploh začne izločati. Ker pri njej, po moje, do tistega tretjega koraka, ko se dela rastni hormon po noči, po moje, do tega pri njej že leta in leta ni prišlo. Ni prišlo, ja. In Jelena, vse, kar smo rekli, da naj doda, torej podpora. Ja. Omega-3 verjetno tudi, ne? Absolutno, 2 kapsuli zvečer, lahko doda tudi magnezij, je zelo pomembna zadeva, neke minerale, kjer je veliko magnezija, hkrati pa v bistvu vitamine B kompleksa, tudi za pomirjanje, in adaptogene rastline, ker to bo zelo pomagalo, da boljše spi. Pri adaptogenih bi dodala samo to, da mora vztrajati vsaj 3 celične cikle. 3 celične cikle, tako da po 3 mesecih bo to delovalo. Mogoče si razporedi omega-3 iz alg, torej zvečer, medtem ko recimo mineralne kapljice sva tudi rekle, to dejansko dopoldan ali pa tudi zvečer. Naj si razporedi na ta način, da bo enostavno, ne da bo pol sem gledala na uro, kdaj zdaj mora kaj vzeti. Recimo zjutraj je odličen čas za adaptogene in to je to. Krasno, gospa Deja, vabljeni resnično na našo spletno stran www.klepetokavi.si, kjer boste našli čudovite mineralne kapljice in vse tisto, kar sta naši gosti danes priporočili. Vzemite si najprej trenutek za to, da raziščete, kaj vse imamo na voljo in si vzemite čas zase, morda tudi kakšen vikend za meditacijo. Hvala, vi pa ostanite z nami.